Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dragi gostje in vsi ljubitelji gorjanskega športa. Leto je naokoli in veseli naju, da vas lahko pozdraviva na našem tradicionalnem dobrodelnem koncertu Zvezde na snegu, letos že 16. po vrsti. Tokrat z vami v rahlo drugačni zasedbi. Matej in Mateja. Glasba in pa naši tekmovalci, naši svisci, ki tekmujejo v biatlonu in tekmo na smučeh. Tokrat pa so se našemu povabilu odzvali tudi dranski igralci kulturnega društva Gorje in za nas pripravili kratko igro, napisano posebej za današnje zvezde. Nocojšnje zvezde so za Avsenikovo zvezde na nebu žari, tako kot je že tradicionalno in kot že prav vsakokrat do sedaj prižgali člani vokalne skupine Livlet pod umetniškim vodstvom gospe Vide Mihilčič. Ker dejansko ta koncert mi smatramo kot darilo našim občanom in vsem ostalim, ki podpirate ta šport, ki je v Gorjah že, kot smo videli, že ima kar dolgo brado, to se pravi več kot 100 let. Tako da upam, da boste uživali na našem koncertu. Vse ostale stvari bodo povedali športniki, ker je tudi prav, za njih je ta koncert pripravljen, da podpremo njihove prizadevanja, da postanejo mogoče nekoč tudi sami olimpijski kandidati ali pa tudi udeleženci olimpijad, da nastopajo na najvišjih nivojih, ker že zdaj nastopajo, tako da držimo pesti za njih in res najlepša hvala za vašo podporo in za vaš obisk. Uživajte. Močna volja nista dovolj za uspehe. Žal danes zelo veliko vlogo igrajo tudi kakovostna oprema, maže, intenzivne priprave, možnost treniranja izven meja naše domovine. Da je vse to mogoče, tudi le podpora staršev ni dovolj. Tukaj nam na pomoč prihitijo naši podporniki in največji med njimi je občina Gorje. Na oder vabim župana občine Gorje, gospoda Petra Torkarja. Da nam nameni nekaj besed. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi starši, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovana podžupanja, spoštovani predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, spoštovani donatorji, vsem skupaj en lep večer v imenu občine in v mojem imenu. Namreč današnji večer, današnji oder je pripravljen za kulturo in šport. Dvorana pa je pripravljena na zabavo, zato bodite glasni. Torej, danes se bodo na odru predstavili kandidati za zimske olimpijske igre 2030, 2034 in 2038. Kar 44 predstavnic in predstavnikov tega na smučeh in biatlona se vam bo predstavilo. Zato mislim, da je čas za en velik aplavz. Se odvija tekma na Rudnem polju Podruka, biatlon, zato vabljeni, da te naše mlade športnike podprete, že jutri od 10. ure je štart. Torej,
V letošnjem letu 2026 odpiramo 6. februarja zimske olimpijske igre v Italiji. Do 22. februarja bodo trajale. Tukaj pa so naši predstavniki občine Gorje, to je Anja Mandelc in pa Miha Ličev v teku na smučeh in pa Miha Dovžan v biatlonu. Takole, če bi zdravniki pisali lahko recepte za najboljši možen način zdravljenja našega duha in našega telesa, bi bil to zagotovo šport in pa hoja v naravi. Zato vsem, ki ste tukaj, želim veliko zdravja in pa veliko hoje, ki jo imamo na razpolago v naravi, v Kljuki, Mežakli ali pa kje drugi. Predvsem pa je tisto najboljše zdravilo, dober štart na novo leto, to je današnji dan v dvorani osnovne šole Gorje, športni dvorani, dober začetek leta in bodimo zdravi. Naj se zabava začne. Srečno! Pa pojdimo od besed zopet k glasbi. Naš naslednji gost je Rok Oman, ki smo ga lansko leto prvič pozdravili na našem odru. Rok je učenec 3. razreda osnovne šole Gorje, predlani pa je začel s učenjem harmonike v glasbeni šoli Radovljica. Prosti čas rad preživlja na svežem zraku, skrbi za domače živali in doma ustvarja v delavnici. Najraje ima domačo, slovensko glasbo, če pa zraven igra še harmonika, pa še toliko bolj. Danes nam bo zaigral ljudski Izidorov Čice Pasev in Židana Marela. Še z moje strani. Res je lepo videti tako lepo telovadnico in da naše tekmovalce podpirate v takšnem številu, tudi vi, ki ste danes prišli na naš koncert. Kot vodja panoge za tek in biatlon v društvu, mislim, da je to lepo, da kraj živi z našimi tekmovalci in le tako se lahko tradicija laufa in biatlona v Gorjah nadaljuje. Hvala tudi vsem nastopajočim, predvsem mali vokalni skupini Liblet in Ani Skomvač, ki so bili del programa na tem odru na vseh naših zvezdah do sedaj, se pravi na 16. Dajte en aplavz, prosim. Ker pa je koncert namenjen našim tekmovalcem in trenerjem, kot je omenila že Mateja, jih bom sedaj kar povabil na oder, da se vam pokažejo. Brez trenerjev ni vrhunskih športnikov. Glavni trener naših tekačev in biatloncev na zračni puški je naš nepogrešljivi Domen Potočnik. Je odličen trener in tudi tekmovalci ga imajo zelo radi. S svojim predanim delom in znanjem je dobil tudi povabilo Smučarske zveze, da gre lahko kot spremljevalec tekaške reprezentance na olimpijske igre za pomoč pri pripravi smuči. Dajmo še naprej.
Miha Vilbišar je trener tekmovalcev na malokaliberski puški in pod njegovim vodstvom se kalijo naslednji rodovi Jakova Faka, Ane Marije Lampič in Miha Dovžana. Pa Matjaž Ličev, ki trenira večinoma Cicibane. Petra Race trenira naše mlajše tekače, vendar danes žal ne more biti z nami, ker ni profesionalna trenerka in ima danes ravno v tem času še službo. Imamo pa še par pomagačev, ki nam občasno pomagajo pri treningu, to so pa naši bivši tekmovalci Tjaša Skobin, Nika Mežek in Zala Repe. Kot ste danes že slišali in tudi videli, so letos v Italiji olimpijske igre in na njih imajo možnost nastopiti tudi trije naši tekmovalci, Miha Dovžan, Miha Ličev, Aljaž Umejc in pa še tudi naša gorjanka Anja Mandelc. Kandidatka za nastop na olimpijskih igrah je bila tudi naša Eva Vrevc, pa se je pred kratkim odločila, da je zaključila svojo športno pot. Hvala ji za njen prispevek k pogledu našega društva in gori. Na nadaljnji poti želimo veliko uspeha. Veličeni naklad. Zdaj pa naši tekmovalci, kot sem že omenil, Miha Dovžan, trenutno je na svetovnem pokalu v Oberhofu, on je že potrjen potnik na olimpijske igre. Miha Ličev je na mednarodnih tekmah in še lovi normo za olimpijske igre v teku na smučeh. Med kandidati je bil tudi predlagan Aljaž Umejc, če mu uspe še kakšen dober rezultat na zadnjih mednarodnih in domačih tekmah kot 5. član biatlonske reprezentance. Zdaj pa Lara Hiti, danes jo ni z nami, je tudi naša biatlonka. Tekmovalci, kateri so pa tukaj, bom pa zdaj klical gor, Timotej Žemva, Živa Bjoj, ima tudi možnost letos, da se uvrsti na mladinsko svetovno prvenstvo v biatlonu, Jure Larisi, Tara Torkar, prav tako ima možnost, da nastopi na mladinskem svetovnem prvenstvu, Meta Mozetič je trenutno v Avstriji in lovi tudi normo za mladinsko svetovno prvenstvo, Neža Larisi, Srečko Matic Mozetič, Mirjam Tomaževič, tudi ima možnost iti na mladinsko svetovno prvenstvo, prav tako Urk Šilar, Jošt Pogorevc, Filip Jan Marjo, Jakob Gomilar, Nema Žemva, Tadeja Žemva, Jakob Poklukar, Jakob Stržinar, Neža Bjol, Luka Pogorevc, Matija Korošec, Katja Poklukar, Bor Korošec, Manca Kunšič, Livija Stržinar, Tina Larisi. Zdaj pa še naši najmlajši Cicibani, Frančišek Žemva, Ina Rimahazi, Meta Poklukar,
Limoni Železnik, Oskar Slivnik, Kris Mulej, Lara Slivnik, Nik Pogorevc, Vasilij Artemov, Zofija Žemva, Janez Šimnic, Ula Kunšič, Adolf Krijazev in Nikolaj Pomisel. Še en aplavz, zdaj imamo pa vse, ki so danes tukaj prisotni na odru. Pozdrav županu občine Gorje Petru Torkarju na tradicionalni prireditvi, ki jo imate vsak mesec januar. Ja, Zvezde na snegu so posvečene predvsem zato, da Gorjanke in Gorjanci, predvsem športniki, tekači in pa biatlonci štartamo v novo leto. Tokrat v letu 2026 bomo štartali na zimske olimpijske igre v sosednji državi Italiji, ki se bo začela odvijati 6. februarja do 22. februarja letos. Na zimske olimpijske igre v Italijo bomo poslali kar 3 Gorjance, Anja Mandelc in pa Miha Ličev v teku na smučeh in pa Miha Dovžan v biatlonu. Na odru pa bomo danes predstavili več kot 40 predstavnikov, kandidatov, ki se že kalijo in pripravljajo za olimpijske igre, zimske olimpijske igre leta 2030-2034. Vsi ti olimpijci, ki ste jih omenili, ki prihajajo v Cortino d'Ampezzo, so sedaj že nekje na svojih tekmovanjih. Anja Mandelc se je že uvrstila na seznam olimpijskih predstavnikov naše Slovenije. Miha Ličev in pa Miha Dovžan pa sta ravno na kvalifikacijah, kjer izbirajo še kandidate za olimpijske igre 2026 Milano. Tako da držimo pesti, današnji dogodek pa je posvečen temu, da dajemo moralno in pa glasno podporo našim športnikom, zato da bodo prišli kot kandidati na zimske olimpijske igre in da bodo na zimskih olimpijskih igrah dosegli lepe rezultate. Da pa bo prireditev še bolj živahna in odmevna, pa ste na to prireditev povabili Evo Boto, pevko na zabavne glasbe. No, zelo smo počaščeni, da se je Eva Boto odzvala na naše povabilo. Izjemno pa je današnji oder pripravljen za šport, kulturo, dvorana pa za zabavo, tako da danes bo srce, duša in pa prijateljske vezi zvezana tukaj za naprej, za leto 2026 in v prihodnja leta, ki se bodo odvila do leta 2030-2034. Rečeva samo srečno vašim olimpijcem. Srečno vsem gledalkam in gledalcem in naj uživajo športne izzive naših slovenskih športnikov preko televizijskih ekranov. Lahko pa se tudi udeležijo na naših prizoriščih, ki jih imamo v Sloveniji. Namreč že jutri se odvija tekma na Rudnem polju Pokljuka, biatlon za državno prvenstvo. Srečno! Vi ste predsednik tekaške biatlonske sekcije v Gorjah.
Koliko imate biatloncev pri vas? Pri nas imamo 44 mladih nedebudnih tekmovalcev, ki trenirajo biatlon in smučarski tek. Seveda vsi se že pripravljajo za naslednje olimpijske igre. Seveda, imamo tudi za letošnje olimpijske igre nekako 4 člane, 2 še potrjujeta normo in trener, ki so ga povabili za Domen Potočnik, ki so ga povabili za pomoč v servisu, pripravo tekaških smuči. In kje najpogosteje trenirajo vaši mladi nadebudneži, kot jih imenujete? Glede na to, da tukaj je sneg zelo poredek, smo večinoma na Pokljuki, kar pa ni za nas tako daleč, smo najbližji od Pokljuke, tako da s tem pač nimamo težav. Koliko časa porabi mladina za trening? Mladina za trening porabi nekje 16-17 ur na teden. Razen profesionalnih, teh najstarejših, ki so v bistvu v reprezentancah, te pa dosti več, no. Te pa 8 ur na dan najmanj. Vsi ti, ki se zdaj že pripravljajo na različna tekmovanja, se že udeležujejo različnih tekmovanj? Seveda se udeležujejo slovenskih, mednarodnih, svetovnega pokala, alpskega pokala, evropsko prvenstvo. Povsod jih imamo, od Cicibanov do članov. So za njimi že uspehi? So. Hvala za tale pogovor in uspešno pot naprej. Hvala. Živjo, kako ste? Pod čigavo taktirko trenirate? Ja, pod športno društvo Gorje. In koliko časa že? Ja, 4 leta, ne vem pa kdaj drugi. Kdo si ti? Matija, Krošec. Za kakšne uspehe? Ja, v biatlonu sem bil že 3., pa v teku na smučeh dvojice večkrat 3., pa enkrat 3. Si ti tudi eden izmed tistih, ki se pripravljaš za naslednje olimpijske igre? Ja. Ampak ne letošnje. Ne letošnje, čez par let? Ja.